Spoštovani udeleženci današnjega dogodka, lepo pozdravljeni vsi skupaj. V veliko veselje in ponos mi je, da bom kot prva ministrica tista, v okviru katere bomo dobili prvo gozdno kraljico. Torej, Slovenija je država, ki je bogata z gozdom. Več kot 60% površine Slovenije pokriva gozd. V Sloveniji smo več čas vedeli z gozdom ravnati dobro, vedeli smo ravnati trajnostno, sonaravno in pa večnamensko. Res je, poleg tega, da moramo varovati gozd, je pomembno tudi njegovo izkoriščanje, kajti le na ta način, če pridobivamo ekonomski donos iz gozda, da potem to vlagamo nazaj, lahko ohranjamo gozd v dobri kondiciji. Tudi službe strokovne, ki jih imamo v Sloveniji, so nekaj posebnega. Imamo javno službo, ki skrbi za slovenske gozdove, torej tudi to je za izpostaviti in je neka posebnost. Vsekakor pa moramo naše gozdove ohranjati, predvsem v tem času, ko se dejansko borimo z podnebnimi spremembami, ko vidimo, da nam iz meseca v mesec nagajajo naravne ujme. Torej, imeli smo poplavo, imeli smo točo, v mesecu avgustu smo imeli hudo neurje, kjer je bilo prizadeto veliko kmetijskih površin, veliko gozdnih površin, gozdnih cest. Torej, vse to so stvari, na katere se bomo mogli v preteklosti navaditi, predvsem pa bomo morali vedeti, da moramo z naravo ravnati skrbno in gospodariti trajnostno. Jaz želim novi kraljici, da bo predstavljala slovenske gozdove in na ta način promovirala Slovenijo tudi po svetu. Hvala. Lepo pozdravljene gozdarke, gozdarji, lastniki gozdov in vsi prisotni na sejmu Agra 2023. V čast mi je, da vam lahko danes, kot prva gozdarska kraljica Slovenije, izrazim spoštovanje in hvaležnost za ohranjanje in aktivno gospodarjenje naših gozdov. Lastniki in gozdarji ste stražarji tišine in bogastva, ki se skriva v vsakem drevesu, vsakem listu in vsakem vonju gozdne poti. Vaše prizadevanje za vzpostavljanje ravnovesja med naravo in človeško dejavnostjo je izjemno pomembno. Vsak dan se soočate z izzivi, odločitvami, ki vplivajo na zdravje, raznolikost in prihodnost naših gozdov. Živimo v času, ko je trajnostno ravnanje postalo ključno za ohranjanje našega planeta. Vaše prizadevanje ni samo zaveza k ohranjanju gozdov kot viru kvalitetnega lesa, temveč tudi zagotovilo, da bodo gozdovi še naprej prostor za raznoliko živalsko in rastlinsko življenje. Z vami bom ozaveščala pomembnost trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. S svojo prisotnostjo bom vaš življenjski poklic predstavljala tako doma kot tudi v tujini. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem podjetju Pišek Vitli Krpan in Zvezi lastnikov gozdov za organizacijo prve gozdarske kraljice Slovenije. S tem potrjujete, da skrbite za ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti gozdov. Podjetju Krpan se zahvaljujem, da gozdarjem in gozdarkam svojo kakovostno in napredno kmetijsko-gozdarsko mehanizacijo zagotavljate varno in učinkovito delo pri gozdarskih in kmetijskih dejavnostih. Hvala tudi Zavodu za gozdove Slovenije za pomembno vlogo pri povezovanju gozdarskih deležnikov ter zagotavljanju strokovne podpore in prenosa informacij lastnikov gozdov. Želim vam še naprej en lep dan in lep gozdni pozdrav.